Baker pa srebro, ne, si omenjal večkrat. Kako? Bakrene posodice oziroma kozarci, srebro, ne. Ja, glej, zdaj smo zopet pri tem, ne? Pivo, vrnemo se na pivo, hvala za vprašanje. Glej, vsakemu se zahvaljujem za vprašanje. To pivo je bilo proizvedeno v inoksovih sodih. Pakirano v aluminij. Vse, kak bi povedal, vsako pravo pivo je dozorelo v bakrenih posodah. Šnopc, ne, se kuha v bakrenem kotlu. Sir se dela v bakrenem kotlu. Tako je, zakaj? Zato, ker je baker baktericid. Tudi obdelavo vrtov, recimo z bakrenim oziroma z... Ja, glej, nemogoče je, ne, tam je treba narediti zlitino brona, ne, ki ne vsebuje strupenih kovin. Tako da mi bi morali, evo vi, ko ste samooskrbni, vse iz brona oziroma iz bakra uporabljati. Ko vi kopljete zemljo, recimo, ali pa orijete, ali pa karkoli, z železom naredite največji možni greh. Kajti v zemlji od površine dol se nahaja celo vesolje od mikroorganizmov in gliv. In ob stiku z železom naredite veliko škodo. Na globalnem nivoju je pomanjkanje bakra problem številka 1 v naših telesih. A po drugi strani je pa zaželjeno. Zakaj? Zato, ker se morgelon shrani z bakrom. Mi smo pa polni, na primer, barija, pa polni aluminija, pa potem struktura našega telesa jemlje kovino, ki je na razpolago. In če to ni baker, pol ima farmakomafija super biznis. Ja, normalno, brez cinka. Še kaj pa? Ja. V skoraj vsakem mojem live imate duhovno pivo, bakreni kozarec, not je srebrna palčka, natočim, govorim, vsi me vidijo, vsi me slišijo, povem svoje, žjuk. Ker že po 20 minut, gledajte, naprimer, ajde, jara gospoda, ne? Ker dejansko so jara. Pa saj so uporabljali srebrni pribor. Srebro je antibiotik širokega spektra, ki pomori 780 patogenih bakterij. To je na spisku, ne? V ajurvedski medicini, recimo, se srebro uporablja že več kot 5000 let. In srebro ti da moč. In zdaj, glej, isti princip je kot pri tem kozarcu s pivom, ne? Mikronske količine se izločajo, telo to takoj prepozna imunski sistem, takoj absorbira, takoj gre na določena mesta. Isto naprimer, evo, jaz vam vsem priporočam, da začnete to v hišni apoteki, mora biti koloidna srebrna voda. Vendar ni vsaka dobra, mora biti ionsko koloidno srebro. Zdaj tukaj ste vi, tisti, ki boste to upoštevali, to priporočilo. Pač poskusni zajčki, ki morajo ugotoviti, koliko srebra je za nič na trgu. Se pravi, vi kupite flašo ionskega koloidnega srebra, recimo z 19 ppm. To se najpogosteje prodaja. Namesto da ga odprete pa uporabljajte, ga dajte v omaro, v stran od električne napeljave, v temo in pustite 21 dni. Imate možnost kupiti HM ppm meter, dobite ga povsod, kjer akvarijske ribice pa to prodajajo, ne? Pa ga 22. dan odprite srebro, natočite v kozarec, zmerite ppm. Če ima še zmeraj 19, je pravi koloid. Če nima, boste na dnu imeli, ne, usedlino,
tisto je za WC školko dezinficirati. Se pravi, da mora biti na meji iona in materije. Recimo eden najhujših, kak bi povedal, ne, testov, preizkusov za srebrno vodo je, da recimo koloidno srebrno vodo testirate na nekom, ki ima afte. Če afte ne zginejo, vrnite to koloidno srebro, pa naj to prodaja komu drugemu. Kaj pa reakcija v ustih na te plombe, na vse te zadeve, recimo spet? Glej, v primeru, naprimer, preventivnega jemanja, moraš samo pogoltniti mimo plomb. Kajti, če ne, to srebro samo nalepi se na plombe, pol si šele dobo sranje. Če pa ne jemlješ pravilno narejenega koloida, se pa to začne nabirati, se pravi kot sol, srebrova sol, vse srebrove soli so strupene v sklepih. Če se ti to nabere, ti ni rešitve. Če vas strašijo, zagririjo, to je samo kozmetična napaka. To ni bolezen. Tam imaš enega idiota na YouTubu, ki je v 6 mesecih spil ne vem koliko hektolitrov srebrne vode, pa ima lase srebrne, pa ima kožo srebrno. To je samo kozmetična napaka. Kaj pa zlato? Zlato je transformirana tema. Zato so drakoni nori na zlato. In nori so še zato, ker so v monoatomski obliki uporabljali zlato in iridij za zapolnjevanje vrzeli, ker so obvladali nanotehnologijo. Ta nanotehnologija ni nič novega. To so faraoni in svečeniki potem z iridijem in zlatom zapolnjevali vrzeli v DNK-ju, zato da so postali kao razsvetljeni, vendar so se posledično na energetski ravni razpadli. Torej, se pravi, razlika zlato, srebro kot nakit je tudi potem zelo velika. Glej, imamo zlati tip in srebrni tip človeka. Če te odbija zlato, ne uporabljaj ga. Če te odbija srebro, ne uporabljaj ga. Se pravi, spet smo, poslušaj svoje srce. Ne? Tudi če karkoli ješ ali piješ, ko ti prineseš tak zraven, pa začutiš odpor, pa nisi valjda tak neumen, da boš pol to konzumiral. Ampak to je stvar okusa. Ker kaj je okus, ne? Mi imamo teh 5 čutil. Okus je zbir vseh čutil, pa to je najvišje čutilo. Naprimer, nekdo mi je, ženska mi je simpatična. Sprej, ta je po mojem okusu. A ne rečemo tako. Ali pa karkoli. Treba se pravi, če nam je bilo nekaj dano, treba to uporabljati. Danes ljudje ne uporabljajo možganov in ne razmišljajo svojo glavo. Nažalost je tako. Evo, toliko. Koloidno zlato zapit, ki naj bi nas... A imaš potrebo potem? Ne, sam, ko preberem, pa pol piše. Ja, nehaj brat. Začni recimo tako, hvala vse višje, evo, to si zapište to molitev. Hvala vse višje, ker skrbiš za mene. In potem ti pride v življenje vse, kar ti potrebuješ. Kaj ti to je sporočilo vesolju, naj skrbi za tebe. In vesolje bo tudi skrbelo za tebe. Nimaš ti več kaj skrbeti. Pa tudi ne rabim antiparazitskega programa, pa tako, ker itak skrbi za mene. Recimo, če tako razmišljam. Ja, ampak če si že zastrupljena, boš itak čutila potrebo potem, da nekaj ukreneš. Če pa ti vzdržuješ svojo homeostazo, pa koji kurac boš potrošnik. Tudi od njega, da si ti dobil ta podatek, da uporabljaš, da veš za ta antiparazitski program in ga uporabljaš. V bistvu tudi od njega si dobil, ne? Ja. To je tudi skrb njega zate, ne? Jasna stvar. Če te pritegne ga, če pa ne, pa... Mira, te lahko še nekaj pobaram. Ja. Zdaj, povedal si, tudi razne metode, antiparazitske in tako naprej. S tem, da naš telo ima tudi naravno danost, da se čisti to, kar si rekel, recimo si ti odpre rana, če imaš sladkorno karkoli, gre v gnoj in tako naprej. Seveda. V povezavi s tem sranjem zdaj zadnje 2 leti, ne? Ja. Če gledam skozi vso tole zgodovino modernejšo, pol preteklo, recimo smo zastrupljeni z vsem mogočim,
In očitno smo kot tista kolonija mikroorganizmov sposobni to zdelati. To se pravi, tako kot je mikrob sposoben antibiotik predelati in ni več občutljiv nanj, smo mi kot kolonija mikroorganizmov sposobni se obraniti tega. Ne? Kaj pa zdaj recimo, kaj tale spike proteini, ki vam pravijo, eni virusi, in drugega niso kot toksini, a je telo sposobno recimo, magar v povezavi s to molitvijo, ki se rekel, ko ti odrediš vesolje, da ti pomaga, a je sposobno telo samo po sebi te strupeve očistiti? Govorim za vse tiste, ki so Potrebuješ lastno izkušnjo direktno. In to je istočasno test tebe samega, a si še zmeraj sposoben ali pa zmožen priti v stanje nekega strahu. Torej, ti razumeš? si na tegencu v zanki tele, ne? Ja, seveda. Ja. Če tako pogledate, gledajte, v tem svetu, v katerem smo zdaj, ne? V tej realnosti, a nismo mi v vlogi mišk? In vse, kar se nam nudi, je sirček. Smo bili zelo upozorjeni, ne? Ja. Da se to ne dela. In smo šli v past po sirček. Ampak moramo iti skozi to lekcijo in izkušnjo. Ničesar ne more zaobiti.